Možno mi z nekaterimi zagotovo manj, z nekaterimi bolj in če si s kjero res je verjetno ta ekipna. Tako da bi še iz vaše strani tekmovalk, da poveste, kako se je ta bronasta kolajna tlakovala in kje ste vedeli, zdaj jo pa imamo. Da smo jo dobili, se mi zdi, da smo ugotovili, ko smo pričali celico, vedeli smo, da smo prevzeli vodstvo in da so za nami samo še 3 ekipe, tako da smo upali, da ena od njih bo pa že zasrala. Bili smo zelo veseli, ko smo pričali celico, vedeli smo, da smo dali vse od sebe, da smo imeli skoraj čisto vožnjo in da bi se bila vožnja brez večje napake. Ko v bistvu voziš v moštveni vožnji, čutiš, kdaj gre, kdaj se križanja lepo izvedejo in kdaj se zgodi, da nekaj ni šlo po planu. In jaz sem vozila kot prva in sem imela lepo vožnjo in ko sem videla, da je v bistvu po zadnjih vracih Leja čist za nama Zalijo, sem vedela, da je šlo vse po planu in sem že takrat verjela, da bo to dosti za medaljo. In ja, na koncu smo se objele in bile zelo vesele in res je bil sijajen občutek, še sploh potem, ko smo lansko let falile medaljo samo za 20 stotink. Mogoče 60, no glavno manj kot sekundo in je bilo kar boleče biti na tem 4. mestu. In ja, letos so bile stotinke na naši strani in ja, smo bile zelo zadovoljne. Ja, hvala lepa, dajmo najprej en aplavz za Evo-Lino Hočevar. Gremo pa na kratko seveda še Tranši Lej. Ta kolajna bo šla zagotovo v zgodovino, tako kot smo rekli, dinastija Hočevar pa dinastija Novak tudi v kanuju posvečajo celo življenje, tako ti kot seveda vsi okrog tebe. Zdaj pa najprej vprašanje, v London ste prišli, pa so rekli, da je vpraši, koliko dni ste bili tam in katero stvar si boš poleg bronaste kolajne najbolj zapomnila z Londona? Tam smo bili koliko, 10 dni? Nekaj tazga, malo več, 10, 12. Najbolj si bom zapomnila dobro vprašanje, ker je težko prekositi občutek, ko dobiš kolajno na tako veliki tekmi. Verjamem, ampak vseeno, ni še konc in ko si to kolajno dobila, bom pa rekel prvo sporočilo, ko si ga prebrala, ali pa prvo sporočilo v živo, ko si ga dobila. Ja, predvsem so bile čestitke, to je bilo, ja. V redu. Dajmo en aplavz še za Lejo Novak, tako da še enkrat Evo-Lina Hočevar in pa Leja Novak, ki sta poleg Anje Kozorog za Slovenijo osvojile torej prvo kolajno ekipno slovensko žensko kanuistično. Zdaj jaz bom postavil kakšno vprašanje, vem pa, da ste tule seveda gospodje, gospodične, gospe, gospodiči, ki ste celo življenje v kajaku in kanuju. Če ima kdo slučajno še kakšno bolj konkretno vprašanje od mene, seveda z besedo na plan. Mi bomo gledali smo slalomsko vožnjo, nezadovoljna Eva, zagotovo smo vsi videli, ampak pol smo pa videli, jaz pa mislim, da v njenih očeh je pa malo vseeno še dodatna motivacija za kolajno na svetovnem prvenstvu v krosu in je prišla ta kolajna, tako da bi prosil za en opis. Je pa ta najbolj frična, moramo reči, da je včeraj osvojila v kajakaškem krosu. Eva, čestitke še z naše strani, kako si sama videla to tekmo? Ja, v bistvu po tem ponesrečenem nastopu v slalomu nekako vse mi bilo na začetku kar težko zbrati, ampak v bistvu ta 2 dneva premora so pač mi res prišla prav, da sem nabrala moči in tako v bistvu sem zelo neobremenjena štartala kajakaški kros iz kroga v krog. Mislim, da sem se vedno bolj znašla, sem zelo dobro funkcionirala taktično in tudi, ja, sigurno bo potrebno tudi malo sreče, ampak res se mi je super išlo in sem super oddelala celotno tekmo. Gledali smo tekmo po televiziji in smo nekako dobili občutek, mi, ki smo vseeno lajki, a je bila proga vendarle malo dolga. To pomeni, da je bila dolga zaradi svetovnega prvenstva, ampak okrog 80 sekund je kar dolga, je treba res vso energijo dati v to. Ja, v bistvu je bila, dolžina proge je bila zelo podobna kot kvalifikacijska v slalomu, kar je v bistvu za kros zelo dolga. Veliko je tudi štartov, v bistvu sam čovn bolj rije, tako da je fizično bilo zahtevno. Ampak všeč mi je bila postavitev, zato ker ni bila samo naravnost, so bili tudi tehnični elementi, ki so dodali pač to zanimiv
element, kjer si lahko tudi dodatno prehiteval oziroma izgubljal. Tako da je bilo res do konca zanimivo in je pač dopuščalo veliko možnosti in še bolj popestrilo samo tekmo. Eva, zdaj pa še eno vprašanje, ne vem, če ni treba odgovoriti, ampak vseeno mi gledamo, ko se začne kajakaški kros, 4 čolni, padete vsi en cilj, da si na prvem oziroma drugem mestu in gledamo, ko zavijate pri prvih vraticah. A se v bistvu v vodi odločite, se to v trenutku odločite, na katera vratca greste, ali že prej malo razmišljate, na katero boste šle? Ali v tistem trenutku vidiš, kam so šle nasprotnice, pa rečeš, jaz grem pa sem? Ja, v bistvu sem vsak krog posebej analizirala, kdo so tekmovalke v skupini. Vedela sem približno, kaj so se odločale prej, kje bodo pozicije, kakšne tekmovalke so napadalne, so bolj obrambene, ampak tako da v bistvu glede na to sem si že sama v glavi naredila taktiko možnosti in v bistvu preračunavala z tekom tekme, tako da v bistvu mislim, da v tem je bilo tudi, da sem zelo dobro oddelala samo tekmo in sem se dobro znašla, tako da je bilo veliko taktike in veliko analiziranja. In verjetno bo šel ta nedelja 24. septembra v zgodovino za prvo kolajno v kajakaškem krosu na svetovnih prvenstvih po vrsti. London, se spomnim 2012, takrat se še niso tako dobro poznala, gledam doma po televiziji, tale Savšek pride v formi, res, pa se mi zdelo takokrat, da te ta proga nekaj vzela in pol pride še eno prvenstvo, še tistih nekaj stotink, si rečeš, spet je nekaj vzela. Enkrat je mogel priti čas, ko si poravnal račune in zdaj si. Tako da, a si v cilj, ko si prišel, si rekel zlata ali si rekel, zdaj sem ti pa dal nazaj? Ne, ja, res so bile to emocije, no. To je res lep dosežek, ja. Bilo je težko, zahtevna proga, jaz sem se res osredotočil na svoj nastop in so bili računi poplačani iz te proge. Vse za nazaj, za tiste 400-tinke, ki mi je takrat zmanjkalo 2015, pa za olimpijske igre v Londonu 2012, kjer sem bil še premlad, da bi se uspel soočati s takim pritiskom na olimpijskih igrah in z leti je prišla ta izkušenost in zdaj znam v bistvu nekako prenašati te velike pritiske in se boriti na progi. Je bilo pa to za nas navijače tako res dosti stresno, ko smo gledali dirko. Najprej se je tam prižgala ena lučka, da bi bila lahko 2 sekundi dodatka, potem so bila ena vratca tako. So pa po moje tudi za vse, kar delajo v kajakaškem svetu, tisti trenutki, ko so recimo vedeli, ampak mi navijači pa nismo. Smo rekli, čak malo, on se veseli in tam pravi, da bojo gledali, ampak ti si meni toliko suvereno zgledal, so rekel, si dobil, a si vsemu malo strahu, kako bojo odločili sodniki ali ne? V bistvu sploh nisem videl te zvezdice pri mojemu rezultatu, tako da jaz sem bil prepričan, da je vse v redu, vse čisto in očitno so mogli pač preveriti nekaj zadev, da se je na koncu res izkazalo, da je bilo vse v redu. In res sem vesel danes spet tega sprejema tukaj doma, v domačem okolju. Mi je res veselje in mogoče se lahko ob tej priliki res tudi zahvalim dolgoletnim pokroviteljem, v bistvu, ki mi stojijo ob strani in tako podporo si lahko vsak športnik sam želi. In vsem podpornikom, ko me podpirate pač na tej športni poti, ki držite pasti za mene, ki navijate ekipi, družini, prijateljem, pa mogoče tudi moji dragi, ki me že toliko let prenaša. Skratka, res hvala za vso to podporo na moji športni poti. Težko si predstavljam brez te podpore, če bi uspel priti tukaj, kjer sem danes. Tako da res hvala še enkrat vsem in sem vesel, da se danes skupaj tukaj veselimo vseh teh uspehov. Dajmo najprej še en aplavz. Bravo, Beni! Ampak tale tvoja zadnja izjava se mi pa zdela tako, kot si nekako hotel, nekako vato zaviti, pa reči tudi domačom, še ne 5 let bom zika tekmoval, tako da si že za naprej povedal še za kakšno olimpijado 2. Beni, samo še 2 kratki vprašanci. Naslednji motiv, vsi vemo, to si nam že povedal, mislim, da na olimpijskih igrah, ko si dobil zlato, še zmeri čakaš na tisto zmago v svetovnem pokalu, tako da ta izziv še imaš pa verjetno domače prvenstvo, drugo leto evropsko prvenstvo, tacno po letu 2017 smo spet nazaj, ne? Ja, sigurno,
takih sprejemov se ne naveličaš, tako da jaz imam cilje tudi za naprej še kaj dosežiti in ja, cilji so za zaključek svetovnega pokala, sicer ni pa nikoli lahko, no, so vzponi padci v športni karieri in to so del športa, ki spada zraven, ampak ja, jaz probam iti nekako optimistično v naslednje nastope in ja, čez 14 dni nas že čaka še finale svetovnega pokala, kjer še nisem osvojil v bistvu tega svetovnega pokala, tako da to je še želja enkrat dosežiti in upam, da mi to uspe tudi. No, če ga boš še letos osvojil, bomo imeli pa drug let sprejema. V glavnem še enkrat, draga družba, svetovni prvak, olimpijski prvak, 4-kratni evropski prvak, Benjamin Savše! Prosim, na zadnjem parkirišču, če lahko umaknete eno vozilo. Srebrno vozilo, Audi A3. Hvala. Še enkrat torej, zdaj pa res damo tole prvo zdravljico prvič nazdravimo z našimi, hvala lepa. Res sem. Urbana? Prosim še Urbana. Urban Jarc, kje si? Saj sem te videl prej. Midva se tudi že srečujejo na raznih športnih tekmovanjih, v kakršnikoli obliki vode. Tebe ni umirala. Tako da še enkrat, danes v gostilni Košir lahko pozdravimo same mejnike.